Pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matjaž. Pozdravljeni, Robi. Zdravo, Matjaž. No, danes ima pa gosta, Ivo Žagar je to. Zdravo, Ivo. Zdravo. Ivo, bil si že parkrat, ne? Gost v oddajah, mislim, da je bila 100. zadnja. Tako je. Tako da smo takrat malo porazpravljali tako lepo številko, ampak vse mogoče za tiste, ki so to spregledali, pa te ne poznajo, mogoče samo par stavkov. Kdo si in kaj počneš? Zdaj sta me dobile. Pa ni treba nič govoriti o tistem, kar smo se prej pogovarjali. Povej, da si programer, pa je. Ne, ja, sej, to da razmišljam, kako to povedati, da sem gradbeništvo študiral včasih. Sem se pol odločil, da ne vem, nekako raje delal z računalniki, pa sem se potem prekvalificiral za programerja, zdaj pa pač to delam že skoraj 20 let. Se pravi, programe za razne, za gradbenike, arhitekte in podobno. Ivo, preden gremo na tisto glaven del, o čemer se bomo danes pogovarjali, no? Ena zadeva, ker imaš vsem toliko izkušenj, programeri, s katerimi so sodeloval zdaj, a so bili po večini neki gradbeni inženirji, predvidevam, da si zmeraj delal na nekih projektih, ki so bili nekako gradbeniško usmerjeni. Ali pa programih, ne? Tako je, ja. A so bili v večini te programeri, ki so delali na razvoju teh programov, gradbeniki, strojni inženirji, ali so bili tisti, recimo, pod navednicami klasični računalničari, programeri? Ja, različno, zdaj pač tudi od projekta do projekta, pač tudi na Kobi Labs recimo, ki imamo pač neke programe za arhitekte pa gradbenike, nas je večina v bistvu gradbincev, ampak je pa dosti tudi v bistvu matematikov pa računalničarjev pa tako. Se pravi, mislim, da je neka mešanca, se pravi nekoga, ki se spozna na problematiko, pa nekoga, ki jo zna rešiti, je v bistvu tista prava rešitev, v bistvu, da nek dober program nastane. No. Drugače je, se pravi po svetu, ne vem, vidim, da je tudi veliko programerjev po raznih podjetjih, tako sploh kar se spletnih tehnologij tiče, v bistvu niso izobraženi programerji, ampak so, ne vem, nekako priučeni ali računalniki veselijo, pa se potem to naučijo ali pa so primorani, ne vem, mogoče v svojem delu, v svojem poklicu ne dobijo dela, pa se potem prekvalificirajo, pa začnejo mogoče spletne strani ali pa neke spletne aplikacije delati. Pa, a misliš, da je to res zaradi tega, ko mi dva z Matjažem smo pa že večkrat razmišljali, da v bistvu, če hočeš ti učinkovito pa dobro programirati v teh okoljih, moraš zelo dobro poznati težave, ki se tam noter nahajajo, ali pa moraš dobro poznati orodje, no? A misliš, da niso bolj zaradi tega pa priučeni, ker ne vem, vse veš, računalničarji vse rešijo, ne? Ampak ne vejo pa v bistvu, kaj rešujejo. Mislim, se pravi, mora biti neko zdravo razmerje nekoga, ki ve, kaj se rešuje, pa nekoga, ki zna rešiti, pa potem v bistvu tudi, ne vem, mogoče še kakšne, ki so pa samo entuzijasti računalniški, pa potem z neko, recimo, ne vem, neobremenjeno rešitvijo pridejo, pa potem mogoče kakšno zadevo bolj elegantno rešijo, kakor pa da bi, ne vem, pač neke prave računalniške algoritme, pa ne vem, kaj hotel uporabiti, no. Ponovadno zmer komentar, ki vidim kdaj kakšno aplikacijo, ponovadi je to tako, ki so, ne vem, ponovadi zlepljene skup, ne vem, kakšen Excel, pa Word, pa ne vem, kaj še vse, ne. Ki je očitno, da je absolutno tisto, kar je rešuje, tisti konglomerat vseh možnih aplikacij, ki jih nekdo ima na računalniku, ne. Konkretno rešuje neko res zahtevno nalogo, ampak narejene pa tako, da se oddaleč vidi, da je to nek inženir delo, ki ni v bistvu nek računalničar. Pač to se vidi predvsem, recimo, če ni pač program odziven, ne. Takrat se vidi, da so kakšne stvari drugače. Mislim, da samega programa, razen tega, da bi uporabniški vmesnik bil malo drugačen, kot smo jih navajeni, drugače ne vem, koliko se vidi, pač, da nekdo to delo, ki ne razume. To je bilo, predvsem se mi zdelo to, no, da pri uporabniškem vmesniku se pa pol, se mi zdi vse vidi.
A so bili kakšni dizajnerji vključeni v to, ali pač recimo mi, ki smo bolj inženirji, ki imamo radi take ravne linije, ne, v bistvu, nimamo dosti idej, ne, ali pa vizije. Ne, to jaz vedno primerjam, tako če dela inženir pa ali uporabniškem mestniku ruska podmornica, ne. Če dela pa prav... Čakaj, se bliži na ruski podmornici, ali kaj? Ja pa ne, se veš, tako rečemo, ne. Če so pa tisti ta pravi, ne vem, UX dizajnerji ali pa programerji, pa to tiste pa bolj tako spoliren. Ferrari, ne? Ja, Ferrari. Sej, mislim, ampak je tudi tako, ne, inženirji ponovadi rešijo tisto, kar rabijo, pa jih pa ne zanima več, ne, programerji so še hujši, kolikor jih jaz poznam. Zdaj, cenjenje pa tisko nekaj pripelje do konca. A boš Ivo kaj komentiral? Si povedal vse. Okay. No, skratka, pustimo zdaj tole, ker okoli tega se najbolj lahko vrtimo zelo dolgo, ampak danes smo se nameli govoriti o enem specifičnem programu in to je Navisworks. Ivo, tole ti mislim, da poznaš od znotraj navzven in še enkrat naokoli, ne? Predvsem pa se bomo ukvarjali, oziroma se bomo pogovarjali o tem, kako kaj programirati za Navisworks. Pa bi te najprej za vse tiste, ki ne vemo, kaj Navisworks je in kako zgleda in kaj sploh se zna narediti, da mogoče samo v pari stavkih povej, čemu je ta program sploh namenjen. Ja, zdaj ta prave definicije ne poznam, ampak bom povedal kar tako, kar jaz razumem. Se pravi, Navisworks je orodje, se pravi, gradbeniško bi kar rekel, ki lahko odpre, se pravi, datoteke različnih formatov, recimo, ne vem, Revit, Archicad, pa ne vem kaj vse, SketchUp, vse kaj zna odprt. Potem te modele sfederira v enega in prikazuje, se pravi, podatke, parametre, ki jih imaš na elementih in s tem omogoča v bistvu potem razne, bom rekel, pregledovanja tega modela, recimo, ne vem, pač mogoče recimo preverjanje kolizij, preverjanje količin, 4D analize in podobno. Ja, no, kot jaz to razumem, je to program tak za preverjanje koordinacijskih modelov, pa da pa delaš vse analize od tam naprej. Je nekaj takega, ne? Tako. Ja, sej, tako, no, drugače je to zelo podobno Solibriju, s tem, da je veliko močnejši, vsako, kar jaz Solibri poznam, no. Ampak zanimivo mi je to, jaz sem malo gledal, koliko je enih dodatkov za ta Navisworks. Pa sem da hotel samo to vprašati, zakaj za Navisworks, zakaj niso ti dodatki recimo kar za Revit ali pa, ne vem, za ta posamezno orodje, zakaj ravno za Navisworks? A ti mogoče veš odgovor? Mislim, zaradi tega, ker v Navisworksu dejansko je geometrija dokončna, se ne ukvarjaš nič več z geometrijo, ampak samo analize nekih modelov ali pa, ne vem, pač neke analize izvajaš, no. Prednost Navisworksa je pa ravno ta, kar sem rekel na začetku, da lahko, ne vem, 50 ali več vrst datotek odpre, kar Revit ne zna. Recimo v Revitu je težava, zdaj sicer ni več, ampak je bila včasih težava že SketchUp model odprt. Ali pa recimo, ne vem, IFC, če v Revit pripeleš, je tako, da je zelo odvisno od tega, ali je bil narejen z Archicadom ali z nekim drugim programom, se tudi kakšni čudni rezultati dajo dobiti, no. Tako da medtem ko Navisworks pa načeloma odpre geometrijo takšno kot, ali pa zelo približno prirejeno takšno, ki je v native modelu. Recimo v Revitu, kar sem rekel, da je prirejena v Revitu, recimo, ne vem, če imamo mi neko cev, ne, jo Navisworks predela zaradi tega, da lahko to potem hitreje prikazuje, jo predela v nek tak mrežen model za zelo veliko trikotniki in se potem zaradi tega je lahko veliko bolj odziven, kot kakšen Revit, no. Pa naslednja prednost je pa ravno ta, tudi, ko sem zdaj omenil, da je v bistvu, ko ti en kup modelov skupaj zložiš, recimo v Revitu je že tako, zaradi tega, ker Revit sproti preračunava, ne vem, stene, odprtine, kam se odprtina postavi, zračuna odprtino, pa tako je obremenjen s tem,
bom rekel, z neko matematiko vzadej, ne? Medtem ko Navisworks pa dejansko samo prekaže zadeve, se pravi, je geometrija statična, se pravi, samo pokaže tiste podatke take, ko so in je zaradi tega mogoče precej bolj hiter tudi pri prikazovanju geometrije. No, zdaj končno vem. No, tale naš pogovor je v bistvu zdaj, mislim, 4. ali 5. v tej seriji, ki jo imamo z Matevžem, kjer govorimo pač o raznem programiranju v različnih programih. Začeli smo tam nekje z Revitom pa Dynamom, pa smo nekje v Archicadu pa Pythonu govorili že pred mnogo oddajami. Smo imela gosta Davida Lozeja, ki je govoril o programiranju v Archicadu. No, to je pa zdaj programiranje v Navisworksu, pa jaz malo vem, Ivo tudi ve, da malo vem o tem API-ju. Enkrat smo nekaj poskušali delati. Pa bi najprej, no tako, če bi postavil temelje, v katerih programskih jezikih lahko komuniciraš s tem API-jem Navisworksu? Najbolj enostavno je pač v .NET okolju, ne vem, ali Visual Basic ali pa C#, lahko bi tudi C++, no. Drugače pa tudi v bistvu v kakšnih drugih, recimo tudi v Pythonu bi lahko napisal dodatek pa kakšen drugem, ki podpira recimo COM, ker Navisworks recimo je bil, to je software, ki ga je Autodesk tam leta 2007, okrog 2007 dejansko kupil. Drugače je bila to prej neka angleška firma, tle, mislim, so bili iz Sheffielda. Oni so imeli od začetka tako, da so imeli API, je bil COM, so bili COM objekti in potem v bistvu načeloma v vseh programskih jezikih, ki podpirajo, bom rekel, povezovanje oziroma delo s COM objekti, si lahko potem dodatke pisal, no. Potem, ko je pa Autodesk to kupil, so pa počasi v bistvu začeli ta API portati, ampak je tako pol nekje zastalo, tako da ni 100% sporten, se še vedno veliko stvari je treba s temi COM objekti narediti, pa do konca speljati, no. Ja, se to, mislim, da si zdaj že na pol mojega vprašanja, ker sem ga prej hotel postaviti, ker se mi je zdelo, da je Autodesk to kupil in zdaj gledam tle na Wikipediji, dejansko 2007 so ga za 25 milijonov kupili. No, ampak vprašanje je bilo drugačno, ne? Predvsem, ker je to zdaj del Autodeska, pa si rekel, ok, Navisworks zna odpreti, ne vem, 50 različnih fajlov, takšnih modelov, ne? Revit pa ne. Sej to ne pričakujem niti, da veš, ne? Ampak saj tako občutek, mogoče pa ima sigurno boljši kot jaz, ne? A je to nekaj, kar bojo počasi integrirali tudi v ostale orodja, ali bo Navisworks enostavno nekako tist, ki bo, da bo Revit v bistvu nekako zaključen, bolj modelirnik tak in potem, ko boš tam zmodeliral do konca, boš pa vse naprej z Navisworksom delal. Jaz mislim, da je tlele pač predvsem težava v tem, da recimo od Revita se nekako pričakuje, da kar pripeleš noter, potem lahko ti naprej obdeluješ, ne. Medtem ko Navis je pa, kot sem že rekel, statični fajl, ne, pač kar je geometrija, ki jo pripeleš v Navis, je takšna, kot je, ne moreš spremeniti več, ne. Drugače je zdaj, mislim, da je leta 2019 Autodesk podprl, da lahko ti Navisworks file v Revit pripelješ, ampak še enkrat spet so to neki statični elementi, ki jih potem lahko ti uporabiš samo recimo za mogoče kot pomoč, ne vem, da bi želel, da bi bil projektant konstrukcije, bi pripeljal neko obstoječo stanje iz Navisa, ne vem, point cloud mogoče ali pa kaj takega, pa potem bi konstrukcijo pač pripasal gor na obstoječ model. Jaz bi imel eno vprašanje še, če se zdaj vrnemo na cel ta Autodeskov ekosistem. Omenjena sta Navisworks pa Revit, ampak se mi zdi, da je Autodesk na trgu pokupil vse, kar je lezel in ne vem, so hoteli, ne vem, ali konkurenco oslabiti, svoje izhodišče izboljšati, ne vem, no. In pa imamo poleg Navisworksa še Infraworks, pa ne vem, kaj vse še živo, ne. Še sami po mojem ne vejo več točno, kaj vse imajo. Ampak kam pa v to zgodbo zdaj Forge sodi?
Forge je dosti podobno kot Navisworks, v bistvu je tako. V Forgeu je sicer se da geometrijo malenkost predelovati, ampak predvsem zaradi tega, ker je osnova pregledovalnika 3JS knjižnica, ki dejansko potem ti lahko, bom rekel, neko geometrijo tudi z JavaScriptom skreiraš, ne. Drugače pa dosti podobno, kot Navisworks v bistvu je. Primarno je namenjen v bistvu ravno podobnim stvarem kot Navisworks, se pravi, da ti, ko je model dokončan, pol razne poizvedbe, pa animacije, pa ne vem, simulacije delaš. Drugače, mogoče bi mogel začeti sicer, da je Forge v bistvu spletni pregledovalnik oziroma je pač to neka tehnologija Autodeskova, ki ti v bistvu ali Navisov ali Revit ali pa kakšen, ne vem, ali pa tudi AutoCAD-ov model pretvori v, bom rekel, v format, ki ga je možno v spletnem brskalniku, da bomo slovenske besede uporabljali, pregledovati. Pa a je ta API Forge, glede na to, da je podoben Navisworksu, a je kaj podoben Navisworksovemu API-ju ali je to čist neko drugo orodje? Mislim, ok, v redu, to je na spletu, pa je omenil si JavaScript, ne? Zdaj Navisworks je pač .NET orodja so, ne? Čeprav nekaj sem iskal, pa lahko tudi Python uporabljaš, si že samo omenil, ne? Mislim, a je kaj podoben ta API ali je to čist nekaj drugo? API je, ne, to je nova stvar, da recimo, ne vem, pač, že zaradi tega, ker je tehnologija samega programskega okolja druga, recimo, se to ne da, bom rekel, kar prenesti. Drugače pa tako, v bistvu v Forge API je, bom rekel, kombinacija JavaScripta, ki se v browserju izvaja, pa res klicev na backend, recimo Autodeskov, ne vem, tam pa lahko ali, bom rekel, skonvertiraš model ali kakšne poizvedbe po modelu delaš ali pa pač, ne vem, dobiš druge podatke, parametre pa podobne stvari. Se pravi, moraš, bom rekel, znati kar dve tehnologije ali pa dve tehnologiji razumeti za to, da bi lahko potem Forge popolnoma izkoristil, oziroma to pač tehnologijo izkoristil. Ampak tako, Navisworks orodje tako ni zastonj, ne? In tudi če hočeš programirati, za njega rabiš licenco, ampak Forge verjetno potem tudi ni zastonj, ne? Forge je, ja, v bistvu ni. Mislim, zastonj je tako, za pregledovanje je zastonj, ampak konverzija modelov se pa plačuje. Se pravi, vsak upload se, ne vem, pač en žeton ali pa nekaj žetonov porabi in te žetone je treba potem kupiti. Pa se potem pač jih porablja. Ampak ja, drugače je pa sam Forge je pa pregledovalnik, se pa ne zaračunava, no. Še nekaj imam vprašanje za Ivota. Zdaj, omenil si, da je Forge pač novejša stvar od Navisworksa, pa glede na to, da se zdaj vse seli na ta software za servis model, pa vse prek spleta, potem se verjetno tudi Autodesk v bistvu usmerja v Forge, a še vedno vozi oboje hkrati. Oboje hkrati, predvsem zaradi tega, ker je, ne vem, to je sicer neuradno, ampak smo slišali, da so ne bom rekel par Autodeskov, ampak so dejansko tudi programerji in projektanti ugotovili, da v prihodnosti ne bo, mislim, v prihodnosti zadeve ne bojo šle tako, da bojo rekli, dajmo Revit na web prestaviti ali pa na splet prestaviti, ampak bo šlo tako, da bo se Revit še vedno uporabljal na desktopu, s tem, da se bo vzadaj omogočilo neke spletne servise, ki bojo, ne vem, ali omogoča lažjo sodelovanje na modelu ali komunikacijo ali pa nekaj podobnega. In tudi v bistvu se kaže, bom rekel, tudi pri Autodesku bolj v tej smeri, da bi recimo, ne vem, bom rekel, te desktop aplikacije ostale takšne, kot so, poskušajo pa prek enega ali pa drugega sistema pač zadeve povezovati. Recimo, ne vem, Autodesk zelo zadnje čase oglašuje BIM 360, ki je ne bi bil CDE. Zaenkrat ga jaz razumem bolj kot neko odložišče datotek pa modelov.
Potem je pa pač osnova tega BIM 360 je pa Forge, tako da lahko potem vse se pravi programe oziroma to znanje pač programiranja Forge lahko uporabiš tudi potem pri programiranju BIM 360. No, sej pred BIM 360 je bil pa A360, pa ne vem kaj vse, to so pa sam prebrendirali, ko se je BIM prijel, ne. Mislim, to CDE v redu do trenutka, verjetno, ko moraš kaj izvoziti, pa lahko kar pozabiš, ne. Tako da, ne vem, jaz se pravim, zdaj še ni mogoče, ampak definitivno pač se v tej smeri zadeve, bom rekel, prestavljajo, ne. Se veste pač, da ne vem, ko ti produkt narediš, ni gotov, ne, nikoli ni gotov, tako da imaš neko idejo in poskušaš proti tisti ideji iti, no. Ni pa seveda zdaj noben software, recimo, ne vem, če rečeš, ja, to je BIM ali pa CDE, ni tista definicija, ki je pač na Wikipediji ali kjerkoli, kaj to je, najbrž ne drži čist za ta servis, ki ga Autodesk ponuja ali pa nekdo drug ponuja, no. Ja, no, sej, za ta prav CD bi moralo omogočiti, bi dejansko več formatov podpiralo, oni pa bolj kot ne svoj ekosistem podpirajo. Občutek je pa tak, da bo zato, ker ga morajo, ne zato, ker bi ga želeli. Tako da, to je moje mnenje, da ne bo kdo komu to v usta položil. Ja, mislim, tako, no, to sem hotel še vprašati, ne, itak je ta Autodeskov cel ekosistem je čisto omejen na Windows, ne? Za razliko od recimo Graphisoftovga, ki je ja, kaj? BIM 360 pa Forge lahko pač kjerkoli uporabiš. Imamo programerje, ki so na Linuxu, jaz sem na OS X, pa tako dalje, ne. Ampak ja, no, dobro, pač. Se opravičujem, ker sem prekinil, ampak ja, zdaj si me hotel potunkati, ampak ti si sam prej rekel, da Autodesk ugotovil, da se ne bo znebil teh namiznih programov. No, in moje vprašanje je bilo v tej smeri, ne? Glede na to, da se oni ne bojo znebili namiznih programov, nimajo pa v bistvu nobenega interesa, da bi šli tudi na druge operacijske sisteme, ne? In glede na to, da vem, da ti nisi na Windowsih, bi tako, no, če imaš kak kratek komentar, kako se zdaj s tem spopadaš, da moraš v .NET-u programirati, v bistvu si na Macu, delaš na Autodeskovih produktih, kaj pa, veliko virtualnih mašin. Ja, jaz sem bolj zaradi tega, ker sem želel videti, kako MacBook dela, pač si že pred 5 letom kdaj ga umislil in od takrat pač sem se toliko navadil stvari, da dejansko bi zelo težko nazaj na Windows šel, ampak Windows še pa vedno rabim, tako da imam v bistvu tlele remote desktop pa Parallelse in kombiniram, če rabim neko performanso, v bistvu z remote desktopom na neko Windows mašino grem, pa tam razvijam, če pa sam nekaj za pokazati ali pa na hitro pogledati, pa kar v Parallelsih. Windows se odprem, pa pač tam zadevo rešim. Se pravi, si zakompliciral življenje, kakor je šlo. Ja, zakompliciral življenje, ja, tako. Ampak potem pa tako, spletne aplikacije pa ne lažje, ampak je bolj prijeten potem na Macu delati, no, tako da tisto je pa recimo, kar se pač v Forgeu ali pa kakšni drugi spletni aplikaciji naredi, je pa recimo dosti zadev niti na Windowsih ne dela. Ne vem, pred časom je bil Meteor zelo popularen, tiste je bilo tako dolg ni na Windowsih delali. Potem Docker recimo, ne vem, zdaj zadnje podatke nimam, ampak dosti časa je bilo tako, da si mogel imeti virtualko, v virtualki Linux, pa potem v tistem Linuxu Docker kontejnerje poganjati. Pač tam si tudi potem, recimo, če hočeš spletne stvari razvijati oziroma spletne aplikacije razvijati, si pa tam zakompliciral življenje, no, tako da ne vem, ni nič enostavno, ko pride do programiranja aplikacij. Ja, mislim, da je zdaj ravno to, malo sem začel Google zraven, ne? Pa je bilo tudi vprašanje, v bistvu, kaj sploh uporablja za virtualno mašina, ampak si že na to že odgovoril, da je Parallels. Pa me sam čist
tako zanima. Performansa v bistvu tega je nekaj, kar je sprejemljivo, če ni treba glih skozi delati o tem. Ne? Ali je pač se ti takoj, ko začneš zaženeš paralelse, pa Windows, pa zraven še Revit, pa Navisworks, pa ne vem kaj še vse ti v bistvu tistele ventilatorji v tvojemu MacBooku malo reaktivcu ponašajo. Mislim, tako, recimo 2015 je bilo to sprejemljivo. Zdaj pa, če recimo grem na MacBooku iz 2015, paralel se poknat, je že zelo glasen. Ne? Ravno zaradi tega imam pa v bistvu tudi potem še eno Windows mašino in Windows desktop, ki mora v bistvu se potem z remotem preklopim, pa potem tam razvijam, to mi je pa pač performansa dost v redu, pa kar je to vse dejansko v isti hiši, ni njega lega, se pravi, se da delati. Ampak še zmeraj rajško, da bi se usedel za Windows mašino, ti to narediš na remote desktop. Ja, imam samo en ekran, da pa desktop je tam v bistvu nekje v kotu, pa sam 3 kabli noter in je lažje enostavno tako narediti, kot pa kable pol polagati. Pa še nek občutek imam, da sem še vedno... Aha, ja. Ta notranji občutek je zelo pomemben. Tako. Ampak dajmo mogoče malo nazaj na programiranje. Samo je, zdaj smo obdelali programe, politiko, Autodeska, najbolj namo spremenili. Dejansko sem še vmes pogooglal, kdaj so nehali delati AutoCAD za Unix. In to je bilo, ta zadnji bil AutoCAD 13, leta 97. Ja, to je ravno takrat, ko sem jaz na faks prihajal. Ja, jaz sem takrat delal doktorat, v bistvu, no. In na AutoCAD 13 je bilo še tisk, ki smo nekaj programirali, ne. V AutoCAD-u, pa nič več. Saj jaz znam. Ampak tako mimo grede, Matevž, nisi ti za doktorat nek kom razvil? Ja, itak, sej, to je bilo tako malo nostalgije, sem čutil v besedah, ki jih je Ivo omenil, pa kom, to je bilo pa res dobro v bistvu. Še zdaj se spomnim, kako sem... Takrat sem mislil, da boš kaj dodal, ko je Ivo omenil tisti kom objekte. Pa. Veš, kako je bilo to super v bistvu, ne, ampak ti si bilo, a veš... Na Windowsih je bilo vedno veljalo v bistvu tisti DLL hell, ne? Kjer si mogel imeti po možnosti, če si linko dinamično, si mogel imeti prav specifičen DLL, ker so bili jasno, ki je bil kompatibilen s tvojim compilerjem, s tvojim programom in ne vem kaj že vse, in takoj, ko to ni klapal, ali pa si imel v poti enak DLL z istim imenom, pa je bil pred tistim, ki ga bi ti rabil, pa mogoče malo drugačne verzije, malo drugačne zlinkan, je vse crkne. No in kom je bil pa pol, v bistvu kom je bil pa zakon glede tega. Ne? In si imel pol sam en tak DLL in različne verzije jo podpirali in ne vem kaj še vse, tako da ja, malo nostalgije, malo sem se spomnil za to. Ja. Ko si zdaj razlagal, sem se pa jaz najavil. Ne, hvala lepa, nikoli več kom. No, ampak Microsoft se je veliko naučil, ne? V bistvu s tistim komom se je ogromno naučil, kom je bil v bistvu podlaga potem za .NET. Mislim, kar se tiče teh verzij, so še vedno težave, obstajajo tudi recimo pri .NET-u, ne vem, če ti uporabljaš knjižnico z novejšega frameworka, oziroma ko je bila zbildana z novejšim frameworkom, ti glih tako ne bo delal, ne? Ampak je pa precej boljš, kot je bilo včasih. Meni kar nerodno, jaz sem toliko daleč stran od tega .NET-a in vsega, da jaz vidim same probleme, ampak občudujem vas, ko od tega živite. No, vse je pri PHP ali pa pri JavaScriptu najbrž isto, tako da... Ne, ni, ampak... Je takoj, ko hočeš upgrade tisti nesrečen Linux, pa ti zraven naložita novo verzijo PHP-ja. Pa ti pol strani razpade. Ne, ampak to je problem, ko je šlo iz 5 na 7, ne? Ok, pa je 7.2 na 7.4, ampak to so oni neki
to so oni neki zamutili, ne? Ampak vse isto, Python 2, 3, iste fore. Ne? Ja, itak. Pač nekaj mora umreti, da pa lahko napreduješ. Ni tako. Ne? No, ampak v bistvu, skratka, o programiranju sem hotel nekaj vprašati. Skratka, Ivo, pol C#, glavni jezik? Ja, še vedno v bistvu, čeprav sem se jaz želel malo bolj v spletno programiranje vršiti, malo mi uspeva, precej ne. C# je pa še vedno glavni programski jezik. Kaj pa pol spletno programiranje? Imaš rekel C#, to kaj? Ne. Ja, ne vem. JavaScript. Ne, v spletno programiranje imamo pa zdaj v bistvu produkt, ki je backend z Elixirjem razvit, frontend pa v Vue, JavaScript je Vue, pač knjižnica. Tako da to. Ampak ne more biti samo Vue. Ali z Nodom pa, ne, Elixir. Ne, Vue je pač, Vue konkretno je sicer zdaj ne vem, zakaj smo se odločili, ampak smo šli v TypeScript pisati, tako da smo si malo želeli. Ampak ja, drugač pa Vue pa knjižnice razne, pač, ki so, ne vem, bolj za UI programirati. Ne vem, recimo, če želiš draggable tebe narediti, moraš knjižnico naložiti, pa tako dalje. Ni tako, kot recimo, ne vem, na Windowsih, ki Microsoft že ponudi sam po sebi kupenih rešitev, ki jih ti lahko uporabiš, pa potem sestavljaš user interface. Za spletne aplikacije moraš pač malo. Ne vem, ali imaš ekipo, ki to zna, ali pa pač, če se ti lotiš, moraš pač iskati v tistem, ko se odločiš za framework, potem iskati v tistem frameworku, kaj je najbolj podobno tistemu, kar ti želiš narediti. Ne vem, če imaš zavihke, ki jih želiš prestavljati levo, desno, ne, pač je treba poiskati knjižnico, ki to zna narediti, oziroma narediti tako, kot bi ti želel. Ja, jaz bi sam dodal, Vue je tudi moja izbira. Ja. S tem, da sem si pa še bolj zakompliciral življenje, jaz pa PHP v kombinaciji z Vuejem uporabljam. Ja, to se boste videla sama zmenila, polka mi je šel. Tele backende pa frontende v JavaScriptu. No, ampak, če ostanemo pri Navisworksu še malo, pa temle programiranju, Ivo, za enega, recimo, da se jaz odločim, ok, jaz bi pa rad to malo pogledal. Kako pa v Navisworksu en tak najbolj preprost extension narediti ali pa plugin, ne vem, kako se v kontekstu Navisworksa temu reče. Kaj rabim za to? Poleg jasno Navisworksa najbrž, ne? Jaz sem tako, bom povedal tako, kar sem jaz svojega prvega napisal. Enostavno si Navisworks naložiš, hkrati s tem se ti naloži en kup enih primerov, pač programčkov, pa Visual Studio, ta zadnji, oziroma pač, ne vem, če imaš starejši Navisworks, pol ni treba, da je ta zadnji, ampak ponovadi ta zadnji podpira vse. Odpreš enega od primerov, pa se začneš malo igrati, pogledaš, kako se ribbon naredi, kako se dialog pokaže, kako se, ne vem, pa pač popravljaš. Predvsem je pa tukaj tako, no, pač, ne vem, najprej neko idejo moraš imeti, kaj bi rad naredil. Ker drugače se mi zdi kar malo tako dolgočasno tam gledati neke gumbke, kako se prikazujejo, pa tako. Ja, Ivo mi je zdajle v bistvu besedo iz ust vzel, no. Jaz sem se, koliko je zdaj to, leto pa pol nazaj, malo s tem Navisworksom pa API-jem pa tak naprej igral, pa še Ivo mi je nekaj pri tem pomagal, no. In zelo hitro priješ tam do tega, da tiste gumbke prestavljaš, pa da ti nekaj naredi, čeprav je zelo hecen, ker imaš najprej Navisworks odpreti, pa nekaj zagnati, pa se zapre, pa kakorkoli. Je ena par teh osnovnih primerov, no, ampak pa ko tiste primere daš skozi, ne, pol pa ugotoviš, da če nimaš ideje, kaj bi rad naredil, nimaš praktično kaj tam noter delati, no. Če neko težavo rešuješ, pa jo boš rešil, pa se boš zelo hitro naučil, da pa nekaj na suho delaš, pa ne vem, ali se strinjaš? Jaz se imam tak občutek, no.
Ja, sej pri vseh stvareh tako tudi, recimo, ne vem, če se učiš, kaj so statične analize delati, ne. Ja. Je predvsem bolj zanimivo, da nek primer, ki je smiseln, narediš, kakor pa, ne vem, sam gredo, pa 2 podpori, pa kakor se še spomnim. Pa še nekaj bi dodal, no? Če bi kdo želel začeti programirati, recimo Navisworks, pa čemerkoli tega, no? Pa da bo uporabljal .NET okolje, jaz bi najprej predlagal, da naredi en šnel kurs C# in teh stvari, da se ne bo z sintakso in temi osnovami potem heco, ne? Ker ko enkrat prideš tja do tega Navisworks API-ja pa tak naprej, je v bistvu tako, kot da bi kjerkoli drugo knjižnico vključil. Tako da povedati moraš približno, kaj delajo, dokumentacije, tako bom rekel, se da ven razbrati, kaj rabiš, no. Jaz mislim, da ti poznaš tam profesorja, ne, na FGG. Je, vsega imaš tule na liniji. Ja, se vem. Ampak ta profesor je ukinil Microsoftove programe. Ja, najbolj, da začnemo z virtualnim delati skozi v bistvu, ne. Ali pa Robi Disk, ki smo se pogovarjali, da bi pač naredili en strežni korek, ne. Pa da bi tam lepo na remote desktop se gor preklopili, ne. Pa bi bilo. Tako bi se dal, ne. Jaz to namigujem že ne 3 mesece, odkar tale korona kriza traja, pa me noben ni uslišal. Ja. Je pa res, da se mi zdi, no, da po vseh teh stvareh, se pravi, če kakšen študent zdaj posluša tole, ta glavna težava se mi zdi, da v samem tem pametnem primeru, ne. Ali so stvari, ki so praktično trivialne, pa se pri tem ne naučiš prav dosti, ali se pa zelo hitro kaj zakomplicira. In tako, kot smo že ene parkrat rekli, v bistvu v glavnem enostavno ni časa, da bi se te specifične stvari učili od Navisworksa in ne vem, 1000 drugih programov. Čeprav so to eni študenti dejansko izpostavili, ne, da enostavno nimajo dosti izkušenj z različnimi programi, ampak enostavno to najbrž tako je, enkrat se moraš konec koncev odločiti in reči, ok, jaz bom pa, ne vem, več v, ne vem, okolju Autodeska počel, ne, in bom rabil Revit in Navisworks in ne vem kaj še vse in pač več investiraš v znanje teh programov. Potem pa pač razvijaš tudi te možnost, pač sposobnost nekega programiranja pa tako naprej. Mislim, smo se to na začetku pogovarjali tudi, ne, koliko v bistvu je programerjev, ki so ta pravi, mislim, ki so šolani programerji, ne, recimo sploh v tem gradbeniškem okolju ali pa v tem pač okolju, kjer se programira dodatke za Autodeskove produkte, ne. Dejansko je tako, zelo je odvisno od tega, kater program želiš, oziroma kjer program želiš dopolniti oziroma dodatek napisati zanj. Je pa tako, da tudi v bistvu, če se recimo, ne vem, naučiš enega programskega jezika, če imaš željo, pa interes, ali pa službo tako, potem prekvalificirati se ni, bom rekel, to grozno, kot bi bilo recimo, ne vem, v kakšnih drugih poklicih, no. Je pa osnova seveda to, no, da te to veseli, pa zanima. Ja, no, jaz bi sam poudaril, ti to govoriš pač na podlagi 20-letnih izkušenj, tako da je to malo drugačno. Mislim, ne vem, pri nas imamo recimo fanta, ki je mikrobiologijo doštudiral, pa zdaj programira programe za gradbince, ne. Tako da, mislim, še enkrat, ne, če te to zanima, mislim, da ni ovir, da pač se lahko, pa tudi pač se lahko, nam rekel, kar, da se odločiš, ampak moraš poiskati pač priložnost, no. Sej, to je bilo pa zdaj eno vprašanje tudi, koliko pa je v bistvu dejansko možnost dobiti tako službo, koliko se dejansko išče programerjev, ki obvladajo
programiranje teh dodatkov ali pa ne vem, posebnosti v tem gradbeniškem, ne vem, delu. Ne? Ja, to je, mislim, tako bolj manj kot spletnih programerjev, definitivno, ampak se pravi tako, recimo, ne vem, tlele je bil res mogoče nek izjemen primer, recimo, da je tega fanta, ki je mikrobiolog, zanima gradbeništvo, ne, ponavadi bi ga pol mikrobiologija bolj, ne, ampak drugače je tako, pač, če recimo gradbinc ugotovi, da bi pač želel si neke, bom rekel, procese izboljšati ali pa, ne vem, poenostaviti, potem pač bo programiral za svojo disciplino, se pravi, in bo v teh programih, ki jih uporablja, to naredil. In tako se potem pač skozi leta, se ni to proces, ki zdaj sem se odločil, pa bom takoj začel to delati, ne. Do tega prija počasi, recimo, ne vem, najprej poskusiš, vidiš, da ti je všeč, pa tako dalje. Recimo, medtem, če si pa pač, bom rekel, greš v programersko, ne vem, fakulteto ali pa že v srednjo šolo, pa enostavno pač programiraš, tam pa te gradbeništva ne zanimajo, pa bolj tako pač, ne vem, da te zanesejo, ne vem, pač, ko je razpis ali kaj se nekdo prijavi, pa pač pride, pa mu je všeč, pa ostane ali pa kaj tazga, ne. Ok, zdaj pa še eno na tisto tvojo 20-letno izkušnje. Opaziš, da se znanje programiranja, da je zmeraj bolj razširjeno ali zmeraj manj? Kakšen je nivo znanja, ki ga recimo zdaj nekdo, ki ga ali bi prvi vas bil v službi ali na splošno, v bistvu, ki ima z njim opravka. Ker recimo moje mnenje, da je tega znanja v mladih zmeraj manj, no? Da enostavno jih zmeraj manj te stvari zanimajo. Da pa povej, kako ti to vidiš. Predvsem je, mislim, jaz ne bi rekel, da jih manj zanima, ampak predvsem druge tehnologije, recimo tisto, ki pride pač z nekim znanjem druge tehnologije pozna, ne. Recimo, ne vem, tako, nekoga, ki ga bi AutoCAD pa programiranje zanimal, tega bomo čedalje manj dobili tudi iz gradbene fakultete, po moje, ker pač je včasih, recimo, je bilo, ne bom rekel lažje, ampak recimo, ne vem, manjša je bila ta razlika med programiranjem pa med računanjem statike ali pa, ne vem, nekim gradbeniškim delom, kakor je zdaj, ne. Zdaj je pač takrat so se, ne vem, računalniki nekako se šele uveljavljali, vsak je lahko šel pa malo poklikal pa napisal kakšen programček, pa tako. Se mi zdi, da je bilo lažje včasih, no, tako preskočiti iz ene discipline v drugo, ampak zdaj pa, se pravi, ne bom pa rekel, da ni nemogoče, še vedno se to dogaja, no, tako. Pozabil je bil, vprašanje je bil. Ne, sej, to mislim, da si odgovoril. Ne, ja. Sej si mislim, da si odgovoril. Ja, manj dejansko je lahko to en tak razlog, ne, da programi, ki se jih zdaj uporablja, so enostavno že to kvalitetni, da ne zahtevajo več tega znanja, ker včasih, ne vem, če pomisliš na kakšne stare programe, ki smo jih na faksu uporabljali, še zdaj se spomnim, da smo uporabljali en program za jeklene konstrukcije. Zdaj sem pozabil, kako sem mu rekel. Tle na fakulteti je bil razvid, ker vsi smo se dobili eno soboto in smo po moje enih 8 ur gledali v tiste input file in se sprašvali, zakaj dobimo neke pomike, ki so bili tako 3-metrski. Pa vse je bilo prav, kvazi, ne? In zdaj nagradno vprašanje za vaju dva, kaj je bilo narobe? Decimalno ločilo. Blizu, ampak ne točno. Zamik. To je pa že skoraj blizu, ja. Skoraj si zadev. Veš, kaj je bilo, ne? Bilo je tako, kaj program je v Fortranu napisan, Fortran včasih ni imel... To bi mogel prepovedati. Ja, lej, ne moram ti se izdati, ne. Neformatnega zapisani znal, ne, in je pač dejansko štel prazna mesta. Ampak to prazna mesta v bistvu je on tako je razumel drugače, je bil to presledek ali je bil tab tipka. In potem si ti gledal file, ne, in se ti slučajno ujel v tistem pač editorju so bili te glih tako, da se je lepo videl, ne, in si spraševal, kaj je narobe, ne.
mislim, da res dejansko smo celo soboto zabili tam v učilnici in se sprašvali, kaj je narobe. Mislim, da smo pol na koncu poklicali enega na telefon in ga direktno vprašali, kaj je lahko narobe, in rekel, ja, morate paziti na presledke. Bejšno. Tako da, ja, noro. Ampak to je tudi v letu 2020 čisto enako, če Python programiraš, pa nekaj skopiraš iz spletne strani, pa si ti za zamike uporabljal tep, on ima pa presledke, pa lahko greš cel file na nov delati. Ja, res je. Tako da, ja. No, dobro, kaj bomo mi malo zaključili, da ne bomo predolgi? Ja, pa dajmo, ne. Mivo, zdaj, ker verjamem, da jih študenti zmeri bolj zainteresirali, kako lahko doma delajo. Tako da povej, kam ti lahko piše in te vprašajo za kakšen tak nasvet, insiderski. No, in ko sem nazadnje dal ivo@kobilabs.com. V redu, ni problem. Sej smo se že zadnjič pogovarjali, da se v tem času, ko BIM pogovore snemamo, zamenjali že nekaj služb. Tako da ni problem. Še vedno je tako. No, imaš pa najbrž še zmeraj vse maile, tako da veljavni so najbrž še zmeraj vsi. Ali pa tudi ne. Ja, tudi. Za BIM pogovore, tako kot vedno, najboljš kar na info@bimpogovori.si, da ne bo vsak po svoje govorila, ne Robi? Tako je. Lahko pa poveš, da je Facebook eksplodiral. Zakaj? A je, ali kaj? Neč ne vem. Ja, ker je na par novih ljudi. To je zdaj viralno, ker so 3 novi v zadnjem mesecu, ali kaj? A si mogel številko povedati? Ne, se jih je več. Ampak veš, kaj pa impresivno pa zgleda, veš, ko dobiš plus 300%. Plus 300%, wow, res, a veš. Plus 300% boljši kot zadnji teden, ne? Prejšnji teden. Pa pogledaš, 3 novi, yes. Ja, no, zdaj smo mi doprišli, veš, ravno kar sem razmišljal, da smo zdaj prišli v tam smo naredili zdaj cel krok, ne. Edino, kar bi morali pokriti, bi še Allplan morali pokriti, pa bi v bistvu imela vse te glavne programe pokrite, kar se programiranja tiče. Ja, absolutno. Zato sem hotel povabiti, no, če bo kdo od poslušalcev, če karkoli poskušal v Allplanu programirati, dajte se prosim oglasiti, da se malo pogovorimo. Mi da so nekaj poskušali, pa nismo daleč prišli, tako da iščemo nekoga, ko je pa ble prišel od nami. To je vse za tole oddajo, kjer smo govorili o Navisworksu in obdelali še cel kup sorodnih tem. Tako da je najlepša hvala, Ivo, da si se spet vzel čas. Mislim, da si bil zelo aktiven čez tele praznike. Vsaj ene slik si okoli pošiljal in se ne daje primerjati s tistem, kar sem jaz naredil. Ne, tisti je lep je vrt. Zelen, jaz sem še vse rjavo. Danes sem rekel, da si komentiral, da imam tak japonski vrt. Wow, je rekla, ja, super. Tudi hvala za kompliment. Ja, nekaj. Še Robi kako sliko pošel. Robi se pa lahko s kakšnim kruhom pohvali. Robi, kako gre s tem. A ja? Ja, obvlada. To pa za poseben podcast. Ne, hotel sem povedati, da sem dobil prepoved peke kruha, ker ga prehiter pojeta otroka, tako da se moja kariera zaenkrat stoji. Ja, ampak se bo najbolj še izboljšala, ker vse kaže, da imam še kar nekaj časa doma. Mogoče samo zato, ker bi se spodobilo vprašati, Ivo, se je kaj spremenil v zadnjem času, glede na tvoje delo, ker vem, da že sicer delaš večino doma? Od doma, ja. Ja, zdaj se je pač, da so vsi doma. To je edina sprememba. Je slabše, kot je bilo, ampak tako, se da preživeti. Kar se tiče dela, se ni bistveno spremenilo, razen da je pač stalno kdo doma. Kot rečeno, še enkrat najlepša hvala, da si se oglasil. Hvala za vabil. Bomo se spet kaj porufali. No, se slišimo spet. Se slišimo, ja. Adijo. Adijo.